Tole je pa prva taka obvezna postaja. Kar dobro zgleda, ne? Evo, zdaj pa tik pred najtežjim delom. Tukaj je tudi prav res atraktivno. Evo, še en selfie video z vrha. Živijo, Peter z vami. Danes sem pa na robu Vipavske doline, oziroma smo cela ekipca, z mano sta še dve punci in gremo na ferati najprej na Furlanovo do polovice, potem smo pa dol spustili pa do začetka Otmarjeve in gremo po Otmarjevi čist do vrha Gradiške ture. Ajde, pojdite pa pogledat, kako bo vse skupaj izgledalo. Izhodišče je drugače v kampu Tura, to je nad Vipavo, in tukaj sem bil prvič, kaj ne, 6 let po mojem nazaj, 7, ko je bil prvi Vipava trail in smo imeli tukaj cilj. Tako da od takrat sem bil pa še ene parkrat na tle, na feratah, teh trailov pa ne laufam več. Evo, takole, zdajle smo na križišču in gremo tule po mojem da levo, ne? Kaj veste? Drugače pa tale Gradiška tura je ful dobra za pozim. Polet pa, če hočete švicati, je pa tudi the best. Kakor mi. S sabo imam Gorenjko pa Ljubljančanko, pa zdajle imamo na hitrico debato, je Gradiška ali Gradiška tura. Jaz pravim, da je Gradiška. Ona je pa Gradiška. Zdaj pa Primorci povejte, napište. Jaz sem A, one dve sta B. Drugače pa Martina pa Silvija. Zdaj tukaj greste lahko desno direktno v Otmarjevo, sam je kar nekaj še zahoditi. Tako da vam bolj svetujem, da greste do pol poti po Furlanovi, tako kot mi, pa pol na Otmarjevo. Za tiste, ki je po Otmarjevo preveč, pa sam po Furlanovi do vrha nadaljujete. Boste videli. Gremo malo švicati, ne? Sploh ni vroče. Takoj po začetku se pa že začnejo takele užitki. Res je ena najbolj razglednih ferat v Sloveniji. Drugače pa tale Furlanova ima težavnostno znako BC, Otmarjeva pa C. Tako da tehnično nista ne vem koliko zahtevni. Je pa za tiste, ki imate probleme z višino, so pa kar lepi razgledi. Evo, nadaljujemo. Tole je pa prva taka obvezna postaja na poti po Furlanovi. Tamle zadnji imamo Trnovsko planoto, levo s Čavnom, desno z Golaki. Tole pa pot gor. Ogreli smo se, ne? Zdaj pa prihajamo v, po mojem mnenju, najbolj atraktiven del tele ferate Furlanove, tale po tem grebenu. Se tudi najlepše fotke za dol. Kar dobro zgleda, ne? Zdaj sem se malo taktično predstavil v sendvič, da bom imel malo boljše posnetke. Evo pa še nazaj. Silvijo nam je malo dolg, že skozi čakal. Evo, tukaj smo pa zdaj na približno pol poti tele Furlanove in tle zdaj gor naprej
Gre v bistvu samo varovana oziroma zahtevna planinska pot. Dol se gre pa lahko na Otmarjevo, imamo tle par minut, pa nadaljujemo s Ferato. Tole pa začetek najbolj adrenalinskega dela, tam na gori celo malo previsa, pa zvonček. Ja, zdaj pa tik pred najtežjim delom sta punci. Ta del tle na previsu je sorazmerno zahteven za moč v rokah, tako da je dobro, da imate stegnjene roke, če počivate. Če imate skrčene, roke ful bolj delajo in bo moč hitro šla. Punce, kako sta po najtežjem delu? Roke malo pečejo. Toliko smo šli hitro čez, da sem zvonček pozabil pozvoniti. Tamle dole na previsu. Tistle tamle dol, ki se pa vidi na travniku, je pa strelišče. Evo pa dekleti napredujeta. Evo punci kar letite naprej. Premagali smo pa še en tak dosti navpičen del. Tukaj imamo zdaj še 2, 3 take malo bolj atraktivne dele, pa smo pa že počasi na vrh. Ja, pa tukaj je mesto za počitek, ne? Pa za uživanje v razgledih. Če gremo po lojtrici je B, če gremo levo, je težina E. Tukaj gremo pa v okolo Ivanka, pa pol spet gor, pa spet okolo. Tukaj je tudi prav, res je atraktivno. Je pa, če gremo po levo stran, tukaj spet imamo D težavnost. Ferate, se pravi po levo stran zajle, po desni strani bolj enostavno. No, zdaj pa še en nasmeh. Drugače pa mogoče še en podatek. Pa ne vem, ali za obe ferati ali velja samo za Furlanov, da so porabili 77 klinov pa 120 metrov žice na ferati tle. Kar impresiven podatek, ne? Prav prijetno pihlja. Delamo pa še ta zadnji del tole. Feratke do gor. Spet imamo D zahtevnost, če gremo po levi strani. Tale del je pa že malo bolj preko pohoden, pa plezalen. Je pa zdaj vročina že kar precej popustila, pa lepo pihlja, tako da je ful prijetno. Pa da beste, ki nimam benga, ponovadi tlele kar gneča. Je to ena najbolj priljubljenih ferat v Sloveniji. Sem že malo pozabil, ampak vidim, da imamo še kar nekaj do vrha. Tlele je ena taka pauzica.
Punce sta pa še malo nižji. Pa gremo še na razgled. Kukuc. Tle smo se malo poklepetali, malo odpočili. Zdaj pa še ta zadnji konček ferate. Bodite zvesti soncu, zeleni zemlji, tudi čarom teme, posebno pa sebi. Amen. Zdaj pa tle še bolj sprehod do vrha. Medtem ko punce čakam, tisti podatek, ki sem ga prej povedal o 120 metrih zajle, pa to je sigurno samo za eno ferato, ker obe ferati morate imeti veliko več, če ni 1200 metrov, ker to je res ogromen zajle. Evo še 10 minutk. Tukaj pa, če se ne motim, prije pa možem da Furlanova gor. Nisem pa 100%. Kadar ona tudi mimo gre, pa naj bo maj ali ne, ti vedno pozdravi to moje dekle. Tale križ pomeni, da smo pa na vrh, pa tudi tale skrinca. Evo pa panorama. O, kaj je dobre. Vipavska dolina, Trnovska planota. Pa Nanos. Tamle vetrnica. Pa tamle bi mogel malo pogledati, kje je Vremščica, pa kje je tale Slavnik. Snežnik se mora tudi nekje videti. Ne, Snežnik je preveč levo, po mojem. Pa morje se vidi. Morje se vidi. Vi ga najbrž ne boste videli. Evo še en selfie video z vrha. S puncem naredim, ki sta bolj sramežljive danes. Pičimo dol. Evo, pravijo, da je 45 minut dol. Pak mi smo hitrejši. Za dol pa še malo druge mišice ogrejemo. Te, ki bremzajo. Drugače pa, če ne bi bilo teh dreves tle, bi bil to en tak ta prav alpski spust. Belišče, kamni, skale, ni heca. En del tle je pa zelo super. Si treba biti zelo previden. Drsi pesek, oziroma ga skoraj ni, ampak drsi tak kamenčki. Tukaj smo pa zdaj ven sta hudga. Pa še mislim, da ta zadnji razgled. Pa prečimo desno proti avtu. Evo, nazaj smo. Evo, preklop v nov dan, oziroma skok v nov dan. Včeraj smo skočili še na pijačo, pa je bila pol tema. Tako da
Za turo smo rabili dobre 2 uri pa pol, cel krog. Spet en super izlet po službi. Mogoče, če bi štartali na pol urice kasneje, da bi bilo še boljše, ker je bilo na začetku res vroče. Drugače pa za obe punci, sploh za Martino, je bilo kar za roke, zahtevna tura. Tako da punce malo roke natrenirati. Drugače pa super, res top razgledi, super vreme, itak prijetna družba in še ena super ideja za izlet. Hvala, ker ste ostali z mano, z nami do konca, pa imejte lep dan še naprej. Se kmalu vidimo. Čau!